To je pa po mojem najlepši štart na svojo enduro, ali se motim. In evo nas, danes smo v Borovcih oziroma Ilirski Bistrici. Z nami sta dva iz kluba Borovcu, Nejc in Matej. Matej je tudi tukaj glavni trailbuilder, tako da bi tukaj kar njemu prepustil besedo. Za letos imamo pripravljeno malo več proh kakor lani. En je nov v celoti, za ostale se mi zdi pa, da se je enih par rajderjev že srečalo z njimi. Zdaj, če smo dobri rajderi, bomo lahko se pogovarjali tudi med takim terenom, se reče. Res Sploh pa domačini, ne? Se pravi, mislim, da ima v 13-2 stage-a, pa ful smo dobri rajderji, res. Za nekoga, ki še ni bil na Borovcih, koliko imamo kaj višincev pa etap recimo? Za dolgo progo planiramo imeti letos 6 etap, skupaj okrog 1350 višincev. Za krajše kategorije pa mislim, da pride cirka 400 metrov za U13 ali 350, nekaj takega, pa njih 600 za for fun in V15, se pravi ta krajša trasa. Njih 30 km, pa vzponi so precej blagi, tako da se da večino zvoziti. Enih parih je na delih treba iti malo dal z bicikla pa poriniti, ampak ni neke sile. Kakšni so pa najbolj idealni pogoji za furanje na Borovcih? Če bi se dali naračati, bi jaz naračal en dež 4 dni pred tekmo, pa da lepo malo burja pihne, da malo posuši. Boste malo z kampelcem bili v vezi, da kako burico pošljejo, ne? Za nekoga, ki pride prvič v Ilirsko, en pro tip, dajte preveriti tlak v gumah, pa imejte kakšno dodatno zaščito, ker naša skala ni toliko prijazna. Kam pa smo zdaj namenjeni recimo tukaj po tej potki? Zdaj v bistvu bomo šli na najstarejše nadbišče iz železne dobe. To je v bistvu ostanek obzidja iz tistega cajta. Arheologi so celotno to področje dali pod, se že reče, zaščiteno območje kot kulturni spomenik. To je pa po mojem najlepši štart na svojo enduro, ali se motim? Po mojem, da ja. Je? Ja, bi znal biti. Tako da je tako odprt. Kaj je tole Ilirska tlele? Tako, spada Ilirska, okrog 5000 ljudi. Je tudi ta del, kjer smo zdaj ful priljubljena izletniška točka. In tu smo zdaj v bistvu na vrhu gradišča, najstarejšega v Sloveniji. Na nek način privilegij, da lahko tukaj organiziramo dirko. No in tlele dol pa imamo eden zahtevnejših vstopov hkrati, ne? Ja, predvsem je zahteven zaradi tega, ker štartaš tam in nemaš liho pogleda v to strmino. Jaz furam recimo tako čisto direktno linijo tukaj vmes, kaj je kanal, ampak vem, da so eni odrivali od tukaj, tako na tisto pač. Ne vprašaj, kako najde tam landing, jaz sam vidim, kako grem na zobe. Vidim, da še bela 4x4 ne vidi dobro svoje linije, ne? Ja, kar čaka.